Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, kot najbrž že veste sami, je ekipa oddaje Kaj dogaja izredno majhna, deluje pod težkimi pogoji in z omejenimi sredstvi ter voditelji. Pa vendar, z veliko sreče in popolni tajnosti nam je uspelo poiskati človeka, Slovenca, ki ga kot zadnjega premier še ni užalil. Vem, sliši se skoraj nemogoče, kot iskanje igle v kopici sena ali prijateljeve ponudbe izmed 1000 prispelih. A uspelo nam je, tako kot zdravcu. Torej pravite, da se nikoli niste našli v populaciji, ki jo je premier nagovarjal? Ne, tudi ko je pokril široko paleto ljudi, kuharce, predsednike nogometnih zvez, znane glasbenike, sem rekel, zdaj bom pa prišel na vrsto. In pol, ko je šel na trgovske centre, na optike, na debeluhe, na rekreativce, na statistike, mene pa, da se ne bi spomnil. Ste prepričani, da niste v nobeni izmed skupin ljudi, o katerih govori predsednik vlade? Glejte, nisem migrant. Alergičen sem na ribja jajca, v Murglah še nisem bil, pa tudi na Metelkovo grem sam k zobarju. Zakaj pa bi si želeli nekaj takega, biti žaljen, biti izpostavljen? Ja, glejte, nekaj časa nazaj je sosed organiziral en jazz festival, in naj bi Tito Puente igral, je bil prec ogenj v strehi, prec je par retweetov padel, da kakšen zločinc je Tito, Karte so šle v 2 urah. Sosedu se sam smeji. Zakaj ne bi še jaz kaj od tega? Zakaj še jaz ne bi dobil zastonj reklame? Aha, jaz razumem, da me gospod ne pozna. Jaz sem sam en slehernik, en mejhen človek, in ne pričakujem, da me bo žalil v živo po TV, kada sva poslanska kolega, ali pa iz osebnega profila. Lahko iz vladnega profila, ali pa Jelkovga. Jaz mislim, da bi premier mogel imeti do vseh volivcev, do vseh državljanov enak odnos. Tako se mi pa zdi, da vsi te marginalci, kulturniki, tujci, vsi te imajo več pozornosti, kot mi, Slovenci. In vam povem, da se počutim kaj en, res ne vem, jaz se počutim kaj en drugorazreden državljan. Kolesarite? Ne moram zaradi kolena. Gledate RTV? Ne, nimam priključka. In tako sem doma in čakam. In sem vsak dan bolj slabe vole. Aha, potem ste vendarle na nek način užaljeni, mar ne? Ja, pa sem res. A veste, da sem res? Res sem užaljen. Zdaj, ko pomislim, res sem užaljen. Hvala. Odlično. In kakšen je vaš prvi odziv? Naj si on Kar ni uspelo nikomur v zgodovini sodobne Slovenije, je uspelo novi vladi v pičlih 3 mesecih. Užalili so vse, kar se užaliti da. Če vzamemo v obzir trenutno zdravstveno stanje, potem lahko le pohvalimo njihovo delovno vnemo in z nestrpnostjo pričakujemo, kdaj bodo užalili živali ali rastline ali mikroorganizme ali Hrvate. Samo mene, prosim, ne. Za Kaj dogaja, Tomaž Nimaš.